Danes je kristalno jasno. 7. dan vremenske katastrofe je postojnski občini močno spodrsnilo. Ja, pa povejte, kako je? Je res, da ste razpustili štab civilne zaščite? Gospod župan, kaj nam lahko poveste, kako je? Dajte povedati, kakšno je sporočilo zdaj za ljudi? Kaj lahko pričakujejo? Zdaj nam to povejte. Informacije smo dobili še pred popoldnevom. Sestavljena je nova krizna ekipa. Prva naloga, boljše obveščanje javnosti, ki jo je občina pustila na cedilu. Moram reči, da je tudi poziv, da bi Slovenska vojska prišla na Postojnsko, ni prišel strani župana. Dobra novica, danes ponoči so v središče mesta pripeljali italijanski agregat večje moči, zagnali naj bi ga v naslednjih urah. Koliko ljudi lahko oskrbuje? Tukaj oskrbuje tole naselje okoli in okoli. Približno šestino Postojne tako. V tem trenutku smo dobili tudi podatek, da bomo iz Bratislave in pripeljali v 12-18 urah še dodatne agregate za mesto Postojna. Smo na vezi z Srbijo in celo z Kosovim. Pričakujem, da bomo dobili tudi 50 plinskih peči. Informacijo imam, da je RKS v nakupu 400 plinskih peči. Sicer pa voda ostaja oporečna, dokler vodarne v Malnih ne priklopijo na omrežje. Pa ste vprašali teh 10 tisoč ljudi, ki živijo v mestu, na kakšen način ne prekuhavajo vodo? Zaenkrat tega nismo storili, ampak upamo na solidarno pomoč vseh tistih, ki imajo doma plinsko napeljavo oziroma ki imajo štedilnike, da bodo sosedom, prijateljem, znancem priskočili na pomoč. Za slednje so poskrbeli postojnski taborniki, saj so na lastno pobudo in s svojimi sredstvi organizirali krizni center v srednji šoli Postojna. Poklicali so me taborniki, in prosili, če bi mi kot šola lahko odstopili svoje prostore njim. Ne občina? Ne, niso me z občine kontaktirali. Danes je bilo v centru več ljudi. Tudi sonce je prineslo žarke upanja, a hkrati nevarnost. Led se lomi in v kosih pada, zato previdno na pločnikih in pod zaledenelimi drevesi.